Na prizorišču celjskega sejmišča so se odprla vrata 4 sejmov. Tema letošnjega sejma je varnost v prometu. Lahko povem, da se dogaja veliko število dogodkov, ki seveda to nekako poskušajo podkrepiti in opremiti obiskovalce tudi za čim več informacije, kako ravnati v prometnih nesrečah, recimo kako se seveda pripraviti recimo motoristi na novo sezono in podobno. Na sejmu je 176 razstavljavcev in 350 različnih blagovnih znamk. Razstavni prostor so zasedli starodobniki, motorji z vso pripadajočo opremo in gospodarska vozila. Poskrbljeno je tudi za vzporedni program, ki se loteva različnih perečih tem. Problematika odpadnih gum, potem tudi novosti na področju vzdrževanja avtomobilov, recimo neke novosti na področju obnove avtomobilov po prometnih nesrečah, ki skrajšuje čas, skratka tudi uporabniku bolj prijazno. Kako pomembna je varnost, je pričal tudi obisk generalnega direktorja policije Janka Gorška in napoved spremembe zakona o varnosti v cestnem prometu. Gre za sklop sprememb kar nekaj zakonov. Večji del gre za zakonodajo, ki se nanaša na pristojnost ministrstva za promet, ki sodeluje potem tudi ministrstvo za notranje zadeve, v okviru tega tudi kot policija. Skupaj združeni, se pravi državni organi, poskušamo za spremembo zakonodaje nekako poudariti tiste najhujše oblike kršitev, ki se pojavljajo v cestnem prometu. Gre recimo za vožnjo v nasprotno smer, gre za tiste, ki se večkrat pojavljajo kot kršitelji cestno-prometnih predpisov, kadar vozijo v vinjenem stanju, ki so poznani policiji v lokalnem okolju kot kršitelji ostalih cestno-prometnih predpisov. Se pravi, gre za tiste, ki resnično, bom rekel, procentualno lahko povzročajo najvišjo mero ogroženosti za ostale udeležence v cestnem prometu. Zanimalo pa nas je tudi, ali bi predmet o varnosti v cestnem prometu bilo smiselno uvesti že v osnovne šole. Jaz sem prepričan, da vsaka sprememba v šolskem sistemu, predvsem pa v programu usposabljanja, bi prenesla pozitivne rezultate. Tisto, na kar se moramo fokusirati oziroma osredotočiti vsi, ne samo policija, ampak vsi tisti, ki sodelujejo pri teh aktivnostih, je, da začnemo pri mladih.